Najprej, Nastja, začnimo s tabo, ker si ustanoviteljica te pobude. Zakaj si jo začela? Začela sem zaradi svoje hčerke. Bila sem zelo navdušena nad tehnologijo. Sem programska inženirka in mislim, da je zelo zanimivo in kul ustvarjati stvari. Tehnologija pa je eno izmed močnih orodij, ki ti pri tem lahko pomaga. In želela sem, da tudi ona doživi ta občutek in ustvarja stvari. Povabila sem jo na enega od tečajev računalništva. In rekla je: mami, veš, vsi so fantje in veliko starejši od mene. In nočem iti. In veš, razumem jo, ampak tega odgovora nisem sprejela. Zato sem ji rekla: v redu, pripelji svojih 5 prijateljic. Začnimo računalniški tečaj, veš, doma. In res se je to spremenilo v ogromno skupnost, 10.000 članov, kar me pripelje do tebe, Galija, ker si tudi ti prišla v Alice Code, ko si bila stara 9 let. Zdaj si skoraj 17-letna in si ena od inštruktoric. Povej nam o svojih izkušnjah v Alice Code. Na začetku sem imela zelo malo informacij, nisem vedela niti, kako iskati v Googlu nekaj tako preprostega. In potem sem v Alice Code zelo veliko naučila, tako pri bogatenju svojega besedišča, kot tudi pri gradnji svojega. Samozavesti, svoje lastne osnove, seveda tudi stvari, ki so povezane s tehnologijo, nove jezike in podobno. In zate, Nastja, pa se pogovoriva o umetni inteligenci, kar bo očitno spremenila tvoj program. Pred 10 leti je bilo vse videti popolnoma drugače kot zdaj. Kje vidiš premike v svojem programu? Je zdaj bolj usmerjen v umetno inteligenco ali je programiranje še vedno osnova? Ja, v resnici je večina naših prostovoljcev programskih inženirjev, kot sem jaz. Zato so vsi naši programi zelo povezani s tem, kar se dogaja v industriji. Tako smo pred nekaj leti vstopili na področje umetne inteligence in strojnega učenja. In ko je prišel ChatGPT, smo začeli delati tudi z najmlajšimi, da bi to razumeli. Z mojega vidika je to kot dodatno orodje, ki ga lahko uporabljaš. Ni tako, ne razdelimo gradiva, ne spremenimo ga popolnoma. Še vedno moraš kritično razmišljati in reševati probleme. Potrebujete ustvarjalnost, timsko delo, sposobnost vodenja, veste. In te stvari se ne bodo spremenile, veste. Zato je umetna inteligenca za nas dodatno orodje, ki lahko okrepi vaše tehnološke veščine in se učimo, ampak ne spreminja učnega načrta. Ja, popolnoma. In res vidite, da dekleta, ki vstopijo v program, napredujejo na tem področju in postanejo na primer programske inženirke ali pa vstopijo v tehnološki sektor. Naša glavna ideja je, da jim damo osnove, strokovne osnove, da se lahko same odločijo, kaj bodo s tem naredile. Prav? Mislim, da čez 5 ali 10 let ne bo več poklicev brez uporabe tehnologije. Morate poznati tehnologijo in lahko ste ustvarjalka tehnologije ali uporabnica tehnologije. Mi želimo, da so ta dekleta ustvarjalke. Zato sodelujejo na tekmovanjih, vstopajo v industrijo in akademski svet in lahko tudi pokažejo svoje stvaritve. In Galija, zate zadnje vprašanje, skoraj 17 si, zelo si pametna. Zdaj vstopaš v 12. razred fizike in kibernetike in si učiteljica pri Alice Code. Zato boš dosegla velike stvari, prepričana sem tudi jaz. Kaj vidiš zase v prihodnosti? Kaj želiš postati, kaj želiš biti, ko odrasteš? Ko odrastem, želim biti nekaj, kar je povezano s tehnološkim svetom. To je res neverjeten svet in všeč mi je, da se umetna inteligenca in vse tehnologije spreminjajo. Tako da res ne vem, ampak zaenkrat morda programska inženirka in da počnem to, kar si želim, tako kot zdaj, kar počnem, je res neverjetno zaradi Alice Code in vsega, kar sem se naučila iz tega. Ja.